Danes v Pomurskem dnevniku. Hotelirsko-termalni praznični turizem. 6. novoletni skok v Dravo. Umrzlo vodo tudi v Soboti. Z novim letom obvezni zdravstveni prispevek. Jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v letu 2024. Konec preteklega leta je bil zaznamovan številnimi praznovanji, obdarovanji in uživanjem v prazničnih dobrotah. Večina je praznične dneve tradicionalno preživela doma, številni pa so udobje domačega fotelja zamenjali za hotelsko posteljo. Kot vsako leto se je v našo deželo zgrnilo veliko tujih turistov, ki so za svojo počitniško destinacijo izbrali terme, hotel ali pa so se odločili pobegniti v naravo in se naužiti miru. Kot smo bili vajeni v letih pred epidemijo, so tudi letos slovenski praznični turizem reševali predvsem tuji gostje. Med njimi tudi takšni, ki se že nekaj let odločajo praznike preživeti pri nas. We are teachers and we are on vacation right now, so we need time in the Christmas holidays and we're from Austria, so it's not far away, and that's why we decided to come to Slovenia. And I was once there, and I liked it here, so as we said, yeah, let's come here. I come here several times and I enjoy it. Everything okay? Really fine. Kot je za ta čas značilno, so v božično-novoletnih praznikih slovenska zdravilišča in terme pokali po šivih. Termo Vivo smo tradicionalno čez božično-novoletne praznike vedno dobro zasedeni, tako je bilo tudi v letošnjem letu, ko smo bili 100% zasedeni, predvsem pa so predovali goste iz nemško govorečih trgov, predvsem Nemčije in Avstrije, ter prav tako tudi smo imeli goste iz Italije. Podobno zadovoljni so tudi v največji turistični družbi v Sloveniji, Sava Turizmu. Njihove namestitve na obali, na Bledu in v 7 termalnih destinacijah so bile v času božično-novoletnih praznikov, podobno kot lani, zelo dobro zasedene. Kljub dejstvu, da snega to zimo ponovno primanjkuje, so z obiskom zadovoljni tudi hotelirji pod mariborskim Pohorjem. Zelo v redu proti pričakovanjem. Načeloma moram reči, za božič smo seveda imeli malo manj gostov, glede na to zasedenost je bila približno 60%, ker še vedno ljudje pretežno božič ostajajo doma. Kar se pa tiče novega leta, smo pa bili 85% zasedeni, kar smo zelo veseli. Stornacije je bilo minimalno, mislim, da samo 3 sobe. Medtem pa so nekateri praznike raje preživeli bolj v intimi in so se zato odločili za najem počitniških hišic. Quest'anno volevamo fare un capodanno più tranquilli, fra amici. Dunque abbiamo deciso alla Slovenia, in questo villaggio che non conoscevamo, e niente, ci siamo divertiti, ci è piaciuto. Ritorneremo sicuramente. Tukaj v Panonski vasi v Moravskih Toplicah so med božičnimi prazniki prevladovali domači turisti, skozi celoten december pa so se tukaj zvrstili gostje iz skorajda celotne Evrope. Za božič je bilo res bolj družinsko vzdušje pri nas. Zato sem rekel, da so šli večji apartmaji, ker so bile družine in so radi skupaj bili in so skupaj praznovali. Za novo leto je bilo pa bolj prijateljsko vzdušje, tudi malo bolj glasno, bolj veselo. In kot se za najdaljšo noč v letu seveda spodobi, so se gostje pri nas odlično zabavali. Nuša Derenda je bila naš gost, gosti so bili zelo zadovoljni, ker ona je res pela čisto za vse. Plesali so z njo, uživali so, nad hrano so bili nadušeni. Ravno danes ob obhodu se vsi pohvalili, da atmosfera bila odlična. Tudi slovenski šport, popivanje je bil fejs prisoten. Če je nekdaj veljalo, da božično-novoletni prazniki napovedujejo, kakšna bo zimska sezona v naših turističnih biserih, potem so obeti za letošnje leto več kot dobri. Nekateri v morje, drugi pa v precej hladnejšo Dravo. Že 6. leto zapored se pod okriljem društva Ohranimo okolje čisto v Vurberku zberejo vsi tisti, ki se ne bojijo potopiti v hladno vodo in tako v novo leto vstopiti do dobra osveženi. Medtem, ko so bili po naporni noči nekateri še zaviti v tople odeje, so se najbolj pogumni tudi letos zbrali na vurberški plaži in skokom v Dravo zaplavali v novo leto.
Namen tega dogodka je, da pač privabimo vsako leto ljudi k Dravi, da povemo pač neke pozitivne stvari o Dravi, da ni samo reka, ki poplavlja, ampak ima tudi neke pozitivne lastnosti za naše okolje. Letos se je opogumilo kar 21 plavalk in plavalcev. No, in medtem, ko so nekateri že stari mački in sodelujejo že od samega začetka. Zdaj smo že prisiljeni skoraj, ne? Ja, zdaj, če ne bi prišli, bi si slabo ime naredili, ne? Tak je, ne? Samo prijemo vedno zaradi sebe, pa zaradi dogodka, pa zaradi tega, ker se pač radi v Dravi skupamo za novo leto, ne? To je najbolj pomembno. Pa so takšen skok v novo leto nekateri izmed njih izkusili prvič. Je kaj treme prisotne? Ja, prvi smo tada, malo ja. Ja, kaj je. Se bo. A vrnimo se na začetek. Ker so termometri kazali, da ima ozračje tukaj zgolj kakšnih 7 stopinj Celzija, reka Drava pa še 3 stopinje manj, so se plavalci in plavalke seveda morali sprva malo ogreti. Ko totni štajer zdravo pade, pol jo spije iz navade. Malo kratkega za pogum in to je to. Pa bo vse steklo gladko. Fin, na zdravje. Pred skokom v vodo pa so seveda potrebovali tudi malo moralne podpore. Se bojiš kaj zatja? Ne. Ja. Je, a ti dober plavalec? Ne vem. Sledili so še zadnji napotki. Ne se prehitro sleč, glavne številke imate, gremo lepo po vrsti, lepo na easy. Varno. In na to je šlo zares. Odvrgli so oblačila in se takole eden za drugim, seveda pod budnim očesom reševalca iz divjih voda, podali v vodo. Super je hladna, ne, samo to je poanta. Je bolj hladna, kot ste pričakovali? Pa kaj te vem, no, mogoče malo res, ja, ampak je glih ta pravi občutek. Kako dolgo imate namen ostati? Sicer nimam časovnika, ampak tak 3 do 6 minut. Bravo. Iz vode so sicer hodili malce premraženi, a nasmejani. Super je, odlično. Super, priporočam v glavno. Medtem, ko so drugi raje vse skupaj opazovali kar oddaleč. V Dravo? Ja, to se pa bojim. Kak je špricar, ja, v Dravo ne. Premrzlo, zdaj. Mora biti temperatura vsaj 27, da pridem jaz note. Ne, za novoletne ne, samo pa sem bila še otrok, pa sem z zimskim plaščom padla v Dravo. Tada se bomo mogli počakati, ko sem na vrh prišla, da so me samo zgrabili pa ven vzeli. Ker pa smo stopili v novo leto, pa seveda ni šlo brez dobrih želja. Srečno vam slava! Vse več ljudi si rado, kot rečeno, vstop v sveže leto popestri s skokom v vodo. In tako se je v mrzlo vodo na novega leta dan podajalo tudi v Murski Soboti. V Soboškem jezeru je namreč potekalo že 9. novoletno plavanje. Praznovanje novega leta je skozi čas pridobilo širše dimenzije in pomeni še kaj drugega kot zgolj popivanje ali prekomerno uživanje hrane. V Sloveniji so, kot kaže, vse bolj priljubljena tudi nekoliko adrenalinska doživetja. Iz novoletne zabave na Kamenšnici se je pred leti rodilo nekaj drugačnega. Namreč plavanje v Soboškem jezeru, ki ima v tem časovnem obdobju približno 3 stopinje Celzija. Dogodek vsako leto pripravlja ljubiteljska športna ekipa Dahovski pingvini. Vedno znova pa pritegnejo lepo število soudeležencev. Božična generalka je lepo uspela. Takrat so dahovski pingvini zaplavali v mrzli ledavi. Leto 2024 pa je pozdravilo kar 76 ljubiteljev plavanja v hladni vodi. Lastnikom najbolj izvirnih kopalnih oprav so se podelile tudi nagrade. S 1. januarjem je dopolnilno zdravstveno zavarovanje nadomestil obvezni zdravstveni prispevek. Spremembe pa uvaja novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, sprejeta poleti. Zavarovalne police, ki so izvajale dodatno zdravstveno zavarovanje, so prenehale veljati 31. decembra 2023. Prvi mesec, za katerega je treba plačati nov obvezni zdravstveni prispevek, pa je januar 2024. Zaposleni bodo tako prispevek trgali od januarske plače, ki bo izplačana v februarju.
Za obdobje od januarja 2024 do vključno februarja 2025 znaša obvezni prispevek 35 evrov mesečno. Koalicija pa na daljši rok napoveduje bolj pravično ureditev. V nadaljnjih letih naj bi bil prispevek vsako leto usklajen z rastjo povprečne bruto plače. Vlada pa zagotavlja, da naj bi bila po izpeljani zdravstveni reformi višina zneska odvisna tudi od prihodkov posameznika. Delodajalci bodo od zaposlenih odvajali 35 evrov in jih nakazovali Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zdravstvene storitve za brezposelne, ki prejemajo denarno nadomestilo, bo plačeval Zavod za zaposlovanje. Pri upokojencih pa bo prispevek od pokojnin odvajal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Gre za obvezni prispevek, ki ga bodo morali plačevati vsi zaposleni, samozaposleni, kmetje, upokojenci in študenti, ki pavzirajo. Oproščeni so ga, tako kot doslej, šolajoči otroci in sicer vse do 26. leta starosti. Preverimo še, kakšno vreme se nam obeta v prihodnje. Danes je bil v naših krajih pretežno jasen dan. V Lendavi smo opoldne namerili 13, v Krajinskem parku Goričko 12, toliko tudi v Murski Soboti, medtem ko je bilo v Radencih 10 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Jugozahodni veter bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 10, v zatišnih legah severne Slovenije od -4 do 0. Najvišje dnevne od 10 do 16, v severni Sloveniji okoli 7 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale okoli 2, podnevi od 12 do 14 stopinj. V petek se bo od zahoda postopno pooblačilo. V zahodnih in južnih krajih bo popoldne začelo rahlo deževati. Ponovno bo zapihal jugozahodnik. V soboto bo oblačno. Dež se bo razširil nad vso državo. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od -2 do 5, čez dan od 0 do 11 stopinj Celzija. Toliko za danes. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za vašo pozornost in do prihodnjič lep pozdrav.